Razpis za javna dela za leto 2018 je bil objavljen 24. oktobra 2017 na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Zaposlovalci oziroma izvajalci programa javnih del so lahko vloge oddali 10.11. ob 8. uri zjutraj. Do prejšnjega tedna je Zavod prejel 550 vlog. Na javnem povabilu izbirajo programe javnih del, ki so objavljeni v katalogu. Programi, na katere se lahko izvajalci prijavijo, pa so: To so programi iz področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja ter športa, kulture, okolja, prostora, socialnega varstva ter drugih programov. In na te programe se tudi ti izvajalci prijavljajo za oddajanjem ponudb. Največ sprejetih programov je bilo iz programov vzgoje in izobraževanja, socialnih programov ter programov izvajanja javnih del za okolje in prostor. Za izvajanje programa javnih del je namenjeno v letošnjem letu 25 milijonov evrov za celotno Slovenijo, za območno službo Maribor pa 4 milijone 375 tisoč. Seveda so ta sredstva razdeljena v sklope. V javnem povabilu so navedeni sklopi. Prvi sklop zajema programe javnih del iz socialnega varstva. Za ta sklop je bilo namenjenih cirka 1 milijon 300 tisoč evrov, kar predstavlja 276 vključitev. Ravno tako drugi sklop. Pri drugem sklopu je specifika, da se lahko vključijo samo osebe od 1. do 4. ravni strokovne izobrazbe, in tretji sklop, kateri se izvaja za programe javnih del, kot so kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje ter šport, kultura, okolje in prostor ter drugi programi. Za ta sklop je bilo namenjeno 1 milijon 750 sredstev, kar pomeni za 376 vključitev. Za vsako javno povabilo mora biti izdan javni interes. Prijavili so se lahko tisti izvajalci, ki so izpolnjevali vse pogoje javnega povabila. Obstoj javnega interesa zagotavlja naročnik. Naročniki pa so občine, razna ministrstva in ustrezne organizacije. Ljudje še vedno zmotno mislimo, da se na razpise javnih del kot iskalci zaposlitve lahko tudi prijavimo, vendar je postopek drugačen. Objava javnega povabila, javna dela, daje nek okvir. To pomeni, da se na izvajanje programov javnih del lahko prijavijo samo izvajalci. Na podlagi prijavljenega programa opredelijo tudi strokovno raven izobrazbe osebe, katero želijo vključiti v izvajanje tega programa. Na podlagi teh informacij oziroma sprejema programa javnega dela Zavod za zaposlovanje napoti ciljno skupino brezposelnih oseb, to so dolgotrajne brezposelne osebe, katere še v preteklosti niso bile vključene v katerikoli program aktivne politike zaposlovanja. Tako trajanje vključitve za brezposelno osebo, kakor tudi izvajanje programa javnega dela, traja 12 mesecev. V skladu z javnim povabilom pa se lahko to tudi podaljša za ranljive skupine, to so invalidi, Romi in starejši od 58 let. Za te izključno lahko traja vključitev 24 mesecev. Do prejšnjega tedna so na Zavodu prejeli 550 vlog, sprejetih je bilo 356. Vsi trije sklopi za javno povabilo za izvajalce del so sicer že zaprti, izvajalci del pa bodo v tem mesecu iskali delavce za javna dela, saj se programi večinoma začnejo izvajati 1. januarja 2018.